Želim vključiti še eno mnenje, da bi dobili več vpogleda v libanonsko perspektivo glede vsega, kar se dogaja. Z nami je zdaj Anđelo Vora, kolumnistka za mednarodne zadeve pri reviji Foreign Policy. Anđelo, libanonski predsednik Joseph Aoun je danes dejal, da ni druge možnosti kot pogajanja z Izraelom. Prizadevamo si ohraniti civilni mir in notranjo stabilnost v Libanonu ter preprečiti državljansko vojno, ki bi ogrozila obstoj Libanona. Na kaj se tukaj nanaša? Glede skrbi za državljansko vojno, kako resnična je ta grožnja v tem trenutku? No, Libanon ima tukaj velik problem. Noče, da bi ga Izrael bombardiral, hkrati pa želi, da bi bil Hezbolah razorožen, vendar ne najde načina, kako to doseči. Noče, da bi Izrael opravljal to delo namesto njega, a se vseeno znajde v zelo, zelo težkem položaju. Na kar se Aoun nanaša, je dejstvo, da če bi se libanonske oborožene sile spopadle s Hezbolahom, bi lahko prišlo do spopadov med Hezbolahom in vojsko. Ampak tudi med šiitsko skupnostjo na splošno in drugimi skupnostmi, saj ima Hezbolah še vedno veliko podpore v šiitski skupnosti. In dejstvo, da je Izrael večinoma bombardiral južni Libanon, kjer prevladujejo šiiti, je že povzročilo razkol napetosti med ljudmi. In šiiti se seveda pričakujejo, da bodo preostali njihovi rojaki stali ob njih in ne ob Izraelu. Tako da na nek način, če smem tako reči, ima Izrael pri tem svojo vlogo. In strokovnjaki, s katerimi se pogovarjamo, opazovalci na terenu, s katerimi se pogovarjam, pravijo, da je priporočljiva potrpežljivost. Izrael je oslabil Hezbolah, vendar bi lahko z bombardiranjem in grožnjami, da bo bombardiral Bejrut, to obrnilo proti njegovim lastnim interesom. No, ali gre za pomanjkanje volje ali za pomanjkanje moči in virov? Veliko vprašanje je, kako sposobna je libanonska vojska trenutno, saj sama po sebi ne more predstavljati resnične grožnje Hezbolahu. Toda kakšno pomoč bi Libanon sploh sprejel od Washingtona ali celo od Izraela pri razorožitvi Hezbolaha? No, nič uradnega ne more biti sprejeto od Izraela in kot sem omenila prej, potrpežljivost. Moramo imeti v mislih, da Libanonci tega nikoli ne bodo sprejeli. Ampak dejstvo je, da je država zdaj našla pogum, da to dejansko zahteva. Uradna razorožitev Hezbolaha je deloma povezana s tem, da bi izraelske oborožene sile in njihova bombardiranja lahko oslabila zmogljivosti Hezbolaha. In vendar še ni konec, ker Hezbolah na mnogo načinov ni oseba ali skupina članov te organizacije. Vendar pa ima ta skupina široko podporo velike skupnosti v državi. Torej, kar lahko Izrael naredi za Libanon, kot sem prej omenila, je, da potrpežljivo počaka. In kar lahko kdorkoli naredi za Libanon, je, da okrepi libanonsko državo, ki je po desetletjih končno na točki, kjer ima zaupanje svojega ljudstva in pogum. In povem vam, to je res nekaj velikega. Pogum, da se uradno zahteva razorožitev Hezbolaha. Legitimnost vsega tega je lahko zagotovljena le, če to dejansko izpelje libanonska država. Tako bi rekla, da mora vsak, ki si želi dobro za libanonsko ljudstvo, za izraelsko ljudstvo, razmisliti o tem, kako lahko okrepimo libanonsko državo. Vendar pa nekateri ljudje, s katerimi se pogovarjam v Libanonu, nekateri strokovnjaki, ljudje, ki so dobro obveščeni, pravijo, da mora, ko gre za mednarodne sile, obstajati drugačna različica UNIFIL-a. Mandat UNIFIL-a se izteče konec leta. Močnejša mednarodna sila z mandatom, da naredi več, kot so lahko kadarkoli naredili mirovniki, kar pomeni sila, ki se lahko vojaško spopade s Hezbolahom. Nekateri ljudje pozivajo k temu. Zanima me tudi, koliko vpliva ima na odločitve vlade trenutno predsednik parlamenta povezan s Hezbolahom Nabih Berri. Koliko vpliva ima na ta pogajanja, ki jih podpirajo ZDA? No, on je ključen za vse to, kajne? Ker je vodilni šiitski voditelj. To je Hezbolah. Nasrullah Nasrallah je bil ubit v izraelskem napadu. In potem so šiiti tam v bistvu ostali le še z Berrijem, ki je tudi že precej star. In veš, v gibanju Amal so napetosti. Ampak kljub temu je on precej ključen za to, kako se šiiti v državi odzovejo. Berri trenutno še ni prišel do točke, kjer bi se lahko spopadel s Hezbolahom. Po moji analizi je njegova ocena, da je Iran preživel.
In če je Iran preživel, je preživela tudi njegova skupina. In veste, pri teh skupinah ni bistvo zmagati v vojni, ampak če jih 10, 20, 50, 100 ostane na nogah, bodo še vedno vstali in rekli: glejte, preživeli smo. Berijeva ocena je, da je Hezbolah preživel ta val konflikta z Izraelom in da mu bo stal ob strani. Vendar pa, če pogledate bombne napade 8. aprila, ki so bili precej množični in so bili deležni številnih kritik, izraelsko bombardiranje v Libanonu je zadelo tudi območja, kjer prevladuje Amal. To je pomenilo, in o tem sem pisala za Foreign Policy, da je Berry nekoliko zadržal svoje nasprotovanje pogovorom med Libanonom in Izraelom. To ne pomeni, da podpira pogovore, ampak se je zadržal, ker je videl, da bi tudi sam lahko postal tarča. Vendar pa je pomemben igralec in mislim, da skriva svoje namene. Pušča si odprte možnosti. Čaka, da vidi, kako daleč bo šlo nasprotovanje znotraj šiitske skupnosti proti Hezbolahu, sčasoma. In veste, to se spreminja iz tedna v teden. Včasih si človek misli, da se morda šiiti obračajo proti Hezbolahu. In potem, ko se izraelsko bombardiranje okrepi, veste, čustva lahko gredo v katerokoli smer. Se bodo združili proti vsem in ostali s Hezbolahom, ali pa bodo vstali in rekli: dovolj, v teh težavah smo pravzaprav zaradi samega Hezbolaha. Nihče nima jasnega odgovora na to. In tudi Berry nima odgovora, vendar bo počakal in videl, kako se bo razpletlo. Prav, in zdi se, da vsi čakamo, da vidimo, kako se bo razpletlo. Angelo Vora, lepo, da ste bili danes z nami na i24 News English. Hvala.